Maske in ventilatorji, hitri testi in še kaj so v resnici samo vrh ledene gore. Ne preseneča, da gospod Janez Janša na neprijetna vprašanja ne želi odgovarjati. Orožarski posli v 90-ih, tajkuni za časa prve vlade Janeza Janše, slaba banka za časa druge vlade, sedaj pa kar neposredno sodelovanje s kriminalnimi združbami. Pri tem se gospod Janez Janša ozoruje po najslabših praksah iz Poljske, Madžarske in Srbije, še posebej mu je blizu veliki brat Viktor Orban. Kako daleč to odkrito koketiranje z organiziranim kriminalom gre, prav na primeru hitrih testov lahko najbolje vidimo. Direktor in solastnik Majbrad Pharm, ki je te hitre teste dobavil, je Klemen Nikoleti. Ta človek je odigral pomembno vlogo tudi v kriptopiramidni shemi Boreal, v kateri je izginilo več milijonov evrov denarja vlagateljev. Bil je prokurist slovenske podružbice Boreal Holding, enega od 2 britanskih podjetij, ki sta bili v ozadju te sheme. Zdaj pa pazite, to je ustanovila in vodila gospa Jelena Sladojević, ki je bila zadolžena za to, da je odpirala račune v tujini, nanje prejemala milijonske zneske, potem ta denar dvigovala v gotovini in po ugotovitvah Bosne in Hercegovine ta denar izročala Roku Snežiču, sedajšnjemu davčnemu svetovalcu predsednika vlade Janeza Janše. Enako vlogo kot navedena gospa Sladojevića je v tej mreži imela po ugotovitvah preiskovalnih organov tudi Dijana Đuđić, s katero je vaša stranka, gospod Janez Janša, podpisala pogodbo o najemu 450.000 evrov. To pogodbo ste podpisali vi. Zato ponavljam svoje vprašanje v upanju na pošten odgovor. Zakaj kriminala ne preganjate, ampak se po njem zgledujete enako, kot se po njem zgleduje Viktor Orban? Zakaj državo privatizirate, namesto uporabljate kot skupno dobro za podporo ljudem?